Lep pozdrav z komentatorskega mesta v Mariborskem Ljudskem vrtu, drage prijateljice in prijatelji nogometa, dobrodošli v družbo prve lige Telemach. Ni odmora za najboljše slovenske klube, pred nami je že prvo srečanje in obenem tudi derbi 30. kroga. Pod Kalvarijo se bosta četrtič v pričujoči sezoni soočila Maribor in Mura. Pius Širvis ima desno kar precej prostora, v sredini Jakupovič. Znova Litovec se podaja v sredino, priložnost za Repasa in obramba Mihelaka. Odlična obramba Klemna Mihelaka v 9. minuti po strelu Repasa. Da ona ni tista, ki bo izpadla v drugo ligo. Jakupovič medtem našel je Sudanija, toda strel z glavo mimo gola. Barišić preigrava, pa podaja proti oddaljenejši vratnici spet do Iličića. Iličić, pred vrat je Sudani in gol. Maribor je povedel z 1-0 na začetku 20. minute. Asistenca Josipa Iličića in zadetek Sudanija. Ja, ravno o tem sem govoril, da ima Maribor to kakovost, da prenese žogo v kazenski prostor. Zaposlujete igralce v globino in ravno to je sedaj storil in z globinsko podajo zaposlil Barišića. Barišić pa seveda dober v igri 1-1, podaja pred vrata in nov gol. Sudani je spet zadev, toda Mariborčani se veselijo, 2-0 je torej v 24. minuti, na tleh pa Klemen Mihelak. Podaja tokrat Maksa Barišića. Sudani pa drugič danes v polno. V 4 minutah je Maribor dvakrat matiral soboško obrambo. Širvis, spet Iličić, odlično Iličić, pa strel potem Jojo Iličić mimo gola. Ja, 7. nastop sem takoj preveril v prvenstvu letos. Zdaj pa dobro utekanje Maksa Barišića, priložnost znova za Maribor. Barišić preigrava, povratna žoga na Iličića in brez zadetka na koncu. Božič in Lorber bosta vstopila, medtem pa Julien Lamy. Podaja pred vrata, delo za Bergsna, pa ni še konec nevarnosti, tam je bil v priložnosti Šarić. Ja, glede na to, da je levičar, bo šlo za nevaren predložek. Dobra, ostra podaja in potem strel prek gola, mislim, da Piusa Širvisa. Mihelaka, ki je preprečil 3. gol Mariboru. Ja, potrebno omeniti tudi Klemna Mihelaka, ki je nekako po... Priložnost za domače, gol! 3-0 in vendarle je zadev tudi Arnel Jakupovič. 68. minuta in Mariborčani so zdaj seveda na poti proti novi zmagi. Ja, Jakupovič se je s tem zadetkom izenačil za Ljošo Matko pri 14 zadetkih. Bori se Sadriju, do žoge pa Lorber in nov napad, nova priložnost za vijoličaste. Božič je pri žogi, Božič preigrava, strelja in golazo Marka Božiča v 70. minuti. Fantastičen gol hrvaškega nogometaša, njegov 5. v tem prvenstvu. Ja, izjemen zadetek Marka Božiča. Je pa potrebno omeniti Marcela Lorberja, ki je res vnesel neko živahnost v igro Maribora v drugem polčasu in res škoda je, da številni navijači, ki so zunaj pred stadionom, niso priča današnje tekme, kajti Maribor res igra izjemno. Vranović, to da Repas uspešnejši, morda
Naslednja priložnost, Repas je ušel v kazenski prostor, Jakupović, drugič danes Arnel Jakupović po asistenci Repasa za 5-0. Ja, Repas je odlično prodrl po desni strani, zaposlil Jakupovića, ki je pri 15 zadetkih, tako da zasluženo vodstvo Maribora z visokim rezultatom 5-0. Maribor je avtor najvišje zmage v tej sezoni. V prvi ligi Telemach 7-0 je premagal Aluminij v 20. krogu na tem stadionu. Ante Šimundža, čestitke za izjemno predstavo in visoko zmago proti Muri. V taboru Mure so rekli, da težko najdejo besede za svojo podobo na današnji tekmi. Verjetno vi enako, izgledali ste izjemno, ampak iz povsem drugačnih razlogov kot Mura. Ja, hvala lepa za čestitke. Vemo, kaj se želimo, vemo, na kakšen način želimo igrati in to tudi ustvarjamo na igrišču. Mura je začela v nekoliko drugačnem sistemu, kot smo napadalcem oziroma v sistemu 4-4-2, vi pa, kot da bi bili na to pripravljeni, prav nič vas ni presenetilo. Ne, naši principi so več ali manj jasni, naše ideje so več ali manj jasne, znamo se prilagoditi nasprotniku, obenem pa razmišljati o sebi. Ampak niso bili 4-4-2, so nekako 4-4-1-1, enostavno preverjajo informacije, zato ker so dosti zarotirajo, dosti krat spremenijo način postavitve do zdaj, tako da predvsem smo tukaj razmišljali o tem, da moramo mi poiskati luknje, katere nam odgovarjajo, njim pa ne. V tem koledarskem letu, če izvzamemo tisto tekmo za zeleno mizo, sploh še niste izgubili nekaj izjemnih predstav, je bila tale danes morda celo najboljša od vseh. Zanimivo, da se reče ravno zelena miza, ne? Ni glih to nekako, bom rekel, normalno, ampak stvar je v tem, da to smo mi preživeli, verjamem, da bo ljudje o tem še kdaj razmišljali, ampak pomembno je, da mi razmišljamo le o sebi in poskušamo biti čim boljši. Ob nekaterih zmagah v prejšnjih mesecih ste rekli, to je bilo na mišice, na agresijo, na ta karakter. V zadnjem obdobju pa se zdi, da res zmagujete z lahkoto. Je to nekaj, kar vas najbolj veseli? Mene predvsem veseli, da smo v fazi obrambe tako čvrsti, da delujemo v fazi napada zelo razigrano, iz prostega razloga, ker vsi vemo, kaj to pomeni v modernem nogometu in ta stvar je za nas zelo pomembna in tako tudi funkcioniramo. Ante, najlepša hvala. Hvala lepa. Prekmursko-štajerskem oziroma štajersko-prekmurskem derbiju danes. Zdi se, da od prve minute ni šlo vse po vaših načrtih. Kako ste videli tole tekmo v Ljudskem vrtu? Ja, jaz čestitam Mariboru na zasluženi zmagi. Glede na podobo, ki smo jo danes prikazali, se iskreno opravičujem vsem navijačem Mure, ker to ni podoba ekipe, katero si želimo, katera je v zadnjem mesecu dni naredila en korak naprej. Po drugi strani je mogoče ta današnja tekma ali pa poraz dobrodošel, da si tudi igralci med sabo nalijejo čistega vina, da se vidi, kam sodimo in da bomo v prihodnih tekmah znali odreagirati. Tudi po porazu proti Celju ste rekli preprosto preveč individualnih napak, če želimo igrati s tako dobro ekipo. Nekako se zdi, da se je to danes ponovilo. Ja, to je potem že vprašanje, bom rekel, prepoznavanja situacij. Mi smo danes prejeli spet, torej mi smo bili celo tekmo, bom rekel, v pokrivanju poaktivni, premalo agresivni, premalo prevzemanja odgovornosti pri predložkih strani, ker smo dobili prva dva zadetka, se igralci puščajo sami in pač na tem nivoju, posebej proti ekipam, kot so Maribor, Celje, Olimpija, je to nedopustno in si zato kaznovan. Čez nekaj dni prihaja Koper, s katerim ste v zadnjem obdobju vse skozi igrali. Bo ravno ta odgovornost, ta tudi samokritika konec koncev pri vseh v klubu zelo pomembna v naslednjih dnevih? Vse drugače ne bo šlo naprej, ker če fantje se ne bodo pač v tem elementu, pa smo že pokazali v prejšnjih tekmah, da smo tega sposobni, ampak če to ne bomo ponavljali, pokrivali, bili bolj agresivni, potem bo težko. Jaz pravim, včasih je boljše izgubiti 5-0 kot 5x1-0, ampak ta podoba danes je bila res
res slaba in moram reči, da prvič, kar sem zdaj trener Mure, sem zelo razočaran nad tem, kar smo danes prikazali. Izjemna tekma, 5-0, ste v izjemnem nizu, zmagovalnem nizu, vaši nasmehi povedo vse, ne? Ni pripomb, danes je bila Mura preprosto daleč za vami. Seveda, vsak je naredil svojo nalogo, napadalci so zabijali gole, mi smo držali nulo in se je šlo, kot ste rekli, 5-0. Bi se lahko strinjali s tem, da kljub temu, da ste v tem letu odigrali že nekaj zelo dobrih tekem, je bila ta morda celo najboljša? Pa pa Aluminij prvo tekmo, mislim, da je bila najlažja, ampak vseeno, za tako tekmo, da narediš najlažjo, ni lahko in pripravili smo se te 4 dni, dobro smo se pripravili in to smo pokazali na igrišču. Tudi ni se zdelo, da bi vas zmotila ta kulisa, ki je nažalost ni bilo, sicer bi verjetno vse skupaj bilo še lepše, ne? Pa ne, vedno je lepo igrati pred navijači, vedno. Jaz pravim, da navijači so oni 12 igralec, malo je žalostno, ampak seveda slišimo podporo, to nam daje zagon in hvala Bogu je tak. Prihajata 2 zaporedni tekmi v Ljubljani, najprej Bravo, potem Olimpija, zdaj je verjetno samozavest na vrhuncu. Pa seveda zdaj prihajajo te res težje tekme, ki se treba izkazati. Treba pokazati to kvaliteto, ki jo imamo in jaz mislim, če bomo tako igrali kot zdaj, da se nimamo česa zabati. Lan, najlepša hvala. Hvala. Visok poraz v Mariboru. Zdi se, da od samega začetka ni šlo nič po vaših željah. Pa mislim, ja, tako kot ste rekli, ni nas zapovedati, rezultat pove vse. Mislim, vse, kar smo se zmenili, nismo delali. Dobili v prvem polčasu 2 neka poceni gola z njihovih nekih centrov, nekih konter. To smo rekli, da se ne sme dogajati, na koncu se je zgodil in drug polčas vstopno dober, ampak se je pol zdelo, da oni iz vsake vzete žoge zabijajo gol in na koncu jih pač toliko dobiš. Ja, ravno v trenutkih, ko ste imeli nekaj dobrih situacij v drugem polčasu, ko se je zdelo, da se malenkost prebujate, pa kar naenkrat 3 prejeti goli. Se pravim, mislim, neke izgubljene žoge, neki pol dueli izgubljeni, oni te skontrirajo, mislim, itak Maribor je kvalitetna ekipa in ko te skontrirajo, pač pride do tega, mi nismo bili toliko dovolj zbrani, puščali smo igralce same v 16 metrov in zato smo bili kaznovani. Že čez nekaj dni prihaja Koper, še ena zelo pomembna tekma tako za njih kot za vas. Kako zdaj sploh strniti vrste v teh nehanjevih? Ja, mislim, to tekmo čim prej pozabiti, analizirati in jutri mogoče analizirati in čim prej pozabiti, se pripraviti na Koper in iskati pike.